Showtime! Je rekel Eddie Murphy v tistem filmu. Ne. Showtime je nastal zato, ker so anticepilci pa razni zarotniki, pripadniki teorije zarote, dobili neko mesto v tej naši banana republiki. Mislim, zdaj se je izkazalo, da je Jaša Jenull sitna riba za enega Srečka Šorlija. Ne, kolesarji so nič proti anticepilcem, vakcinerjem, antivakcinerjem, ne, antimaskarjem. Tako da te skupine, ki so se pojavile, to delujejo kot verske sekte. Ne. To zdaj niso neki politični pristaši še, ampak so verski blazneži. Ne. To imajo, se pravi, verski guruji, voditelji teh verskih sekt, komun, so fejst obrisan, potem pa očice, ki se na njih nalepijo skozi fenomen transferja, to je čustvena povezanost z vodjo, ki se napaja iz nekih infantilnih povezav, kot je poudaril Freud, ko je razčlenil teorijo transferja, se pravi, pripadnik neke verske sekte rab tam enega očeta, ne, se pravi, guruja, in potem postane sistem inteligibilen. Tako je delovala komuna Charlesa Mansona, ko je on rekel, zdaj pa treba pobijati, so začeli te obogljivci, oziroma tudi predvsem ženske so bile čustveno vezane na tega vodjo, ukaze izpolnjevati, ne, in se potem dogajali razni ekscesi, celo umor. Neke nosečnice, zaročenke Romana Polanskega. Zdaj začel je s temi verskimi sektami že zdavno, še pred Šiškom, pojoči major Troha, ima še vedno OPS od tam nekega sredine maja, dežura pred RTV-em, tako rekoč vsak dan, in imajo tam neke rituale. Tam pridejo do govorniškega odra domala vsi, kjerkoli, vaški posebneži, norci, tam z psihiatrije, ko pride malo na dopust, dobi mikrofon in začne s svojimi monologi. To poznam enega, kaj je že tale, Egidi Kozjek. Tam je reden govorec pred Trohi. Pol v stilu te Trohove verske sekte OPS je tudi Varda tako organizirana, se pravi verski guru, ki ima histrionično osebnostno motnjo, plus tam neki oprode, očice, pripadniki te verske sekte, ampak ključni je pa ta verski guru, ki ne more, ne da bi se tam izpostavila in ne more tam imeti konkurence v še enem voditelju. Ne. Zato verske sekte se med sabo ne morejo združevati. Ne. En Troha pa ena Bidaca sta se hotela malo združiti, ni šlo nikakor. Ne. Ali pa Srečko Šorli, da dobi še kako konkurenco, nemogoče. Ne. Srečko Šorli ima plan biti predsednik države, če pa že to ne, pa saj stranko, kako se imenuje, Fronta narodne rešitve. Ne. Potem vabi ljudi, izdaja zbornike in tam so mu domala nasedli tudi intelektualci, ala Andraž Teršek, ne. Pa še kdo. Tudi nedolžni tale kandidat za župana je bil Zoran Stevanovič, on pa neko resnico, ne. Ta pa tudi ne more, ne, da bi se tam ven metal. Če ni tam galame okrog njega, to pade v depresijo. To misli, koga Slovenija nuca. Ne ve pa, da je obratno. On rabi se ven metati, duvati ko petelin, če ne, zapade v depresijo. Podobno Bidaca. To skozi snemajte videa. To Šorli 3-4 na dan posname. Ene niste nebuloze trosi. Ali pa ta Santa Esmeralda. Ali kaj že. Vidmar, Canju ga, kaj že. Esmeralda, ti te predprebolsko šoro ščuvala, pa ti ga ravnatla podpirala. Ne. Bila tam za proti nekadilskemu zakonu, eni 12-13 let nazaj, se je javno izpostavljala. To je fejst premaknjena, ne, osebnostno. In jaz zdaj nisem strokovnjak, in tudi nočem biti, nemogoče, da sem za kako cepljenje. Ne. Se pokvarjam sociologijo norosti in tudi individualno
psihopatologijo oziroma psihopatijo. Psiha ima anomalije pri nekaterih in o tem je treba spregovoriti. In moj očitek je, da tile psihiatri nikakor ne znajo služiti narodu, ne, in prekoračiti tiste osnovne moralne norme, recimo neko Hipokratovo zaprisego, ker prišel je čas, ko mora zdaj psihiatri reči, zdaj tile tukajle, ne, so pa tudi nekateri pacienti, ki so bili že dalj časa hospitalizirani zaradi psihičnih motenj, so na tabletih, če jih pa ne jemljajo, jih pa takole dobimo na cesto, postanejo pa jokerji, ne, se pravi jokerji. Če ste gledali film Joker, to je bil fejst moten človek, ne, pretegnjen. Prsmuknjen, pretegnjen, prfuknjen, ne. Zdaj pa prfuknjenci prišli do izraza, ne. Pretegnjen je še marsikdo, prsmuknjen smo vsi malo, ne. Tako da treba je biti pozoren, teoretsko. Moja naloga je, da obelodanjam sociologijo narosti, kako funkcionira in kako se napaja iz individualnih pobud, ki so simptomatske, se pravi, v nekem nezavednem jedru je osnovna patologija, iz te osnovne patologije teh verskih vodij oziroma gurujev, teh poveljnikov, upornikov, se napaja vsa ta patologija, ne. Saj pri Jenulu je paradigma podobna, ne, ali pa, ne vem, Galetu, ta bratovščina sinjega Galeta je utonila v pozabo, ne. Čordić tudi funkcionira po nekem modelu neke stiske oziroma neke potlačitve v nezavednem in potem pride do nekega političnega angažmaja. Ampak kljub temu moram reči, da osebnostno strukturo nek Čordić ali pa Gale ali pa Jenul nimajo nore, ne, osebnostne strukture, ampak so politično kontaminirani, zaznamovani in jih vleče v levi anarhizem. Ampak ta frakcija teh norcev, ne, teh jokerjev, ne, to je pa zgodba zase, ne. Te so pa tako fanatični, ker 100% verjamejo ne v svoja politična prepričanja, ampak v svojo norost, ne. To si znajo zracionalizirati čisto vse. Vse resnice si prikrojijo sebi v prid, zato da lahko perpetuirajo tisto svojo norost, osnovno, ki ima neke nezavedne korenine in to korenine v biosu, ne, so v osebnostnem jedru, v infantilnem jedru, strukturo osebnosti imajo ti anticepilci, prevratniki v smislu teorije zarote, tam imajo rane. Te rane so nepopravljive. In s temi se zdaj jaz ukvarjam, ne. Saj lahko svoje rečem o teh političnih anarhistih, levičarjih, ampak zdaj so na tapeti, morajo biti, ker zdaj je vse skupaj pa hudič šalo vzel, ne, pa se moramo pa s temi norci začeti ukvarjati. Ker država zdaj s tem NIJZ-jem in neko psihiatrično službo se je popolnoma izgubila. Strategija zajeziti vpliv norcev na družbo je države spodletel. To, da enemu Kadiču naratuje ta propaganda cepljenja, to je po svoje logično, ker je narod popolnoma zasvinjan s temi influencerji, ker večina njih, teh antivakcinerjev, je zelo influencerskih, po strukturi osebnosti, imajo narcistično motnjo ali pa celo histrionično motnjo. Histrionija in pa narcizem sta dve osebnostni rani oziroma motnji z registra motenj osebnosti. Če se to z vektorsko analizo, statistično multivariatnimi metodama razišče, sta vektorja histrionična osebnostna motnja in narcistična osebnostna motnja zelo blizu, ne. Če analizo varianc zaustavimo dovolj zgodaj, je to en faktor. Histrioniki pa narcisi so tako rekoč eni in isti ljudje, oziroma zelo so si podobni. Razlika je v strukturi ega. Patološki narcisi imajo v resnici šibek ego, histrioniki pa bolan megalomanski ego.
oboji so pa brez nadjaza. S tem, da so histrioniki še nori. Narcisi so pa pokvarjeni, pa hlepijo k časti in slavi. Ampak sicer gre pa za to, v tem primeru za dve ločeni osebnostni motnji. Jaz nekoč sem operiral bolj z izrazom 15 let nazaj, patološki narcizem. Ampak ti psihiatri, ki vse hočejo diagnosticirati, so pa to histrionično osebnostno motnjo v zadnjih desetletjih, pa zadnjih 10-15 let je to prišlo v modo in se govori še o histrionični osebnostni motnji. Zdaj, tipični histrionik je bil, 20 let nazaj sem spreučil to pri Francetu Sussmanu. France Sussman je bil verski blaznež, ki je poskušal to ustanoviti svojo versko sekto, doktor France Sussman. Jaz sem ga osebno proučeval na predavanjih, tako da sem 20 let nazaj že vse vedel o tem. Pa se je pa pojavil pojoči major, osmega kolega, ki je še stavkal takrat, samo grabitev je imel pa tako naprej. To je vse v registru, če greste gledati potem tam v ta priročnik diagnostični, ko vam tam opisuje, kaj so histroniki, to imate vtis, kot da poslušate vedenske vzorce enega Ladislava Trohe ali pa Andreja Šiška. Pa gravitiraš, pa še Srečko Šordi sem gravitira. Zdaj, pri ženskah je bolj tako, Anica Bidar, to je popolnoma zgubljena kmečka bunka, zdravo kmečko dekle, ki je kmečka pamet odpovedala, ki misli, koliko je pametna, v resnici pa podlega Dunning-Krügerjevemu efektu, pojma nima, kaj ne ve, ve pa tako malo, da nič ne ve. Potem pa išče v uporo v teli Mile Alečkovič Nikolič še nekoč, zdaj te dni je celo v Ljubljani, jaz to Milo pa preučujem in jih 15 let, mislil sem, da je to res zelo dobra teoretičarka na področju psihe in sem se vštel, veliko znanja ima, ampak že 15 let nazaj sem zdaj ugotovil, da si je svojo geopolitiko tako rekoč namotala fantazijo gor. Se pravi, podobni kalibri, kot je Mila Alečkovič, še posebej ti srbski geopolitičari ala Dejan Lučić, pa tam jih imate falango. Imajo neka dejstva, kaj bi rekel 10 dejstv, pa 3 do 5 laži. Nanašalne blodnje imajo in potem skonstruirajo teorije zarote. Tudi ta Mila Alečkovič to dela, Anica Bidar pa išče, kdo bi še pomagal pri ustoličevanju nje, te Anice, v nekih družbenih tokovih, ker je tako luštno biti v enem epicentru. Šiško je seveda, ko bi rekel po domač povedano, odfuku, ker je hotela preveč biti. To je, če ni v centru pozornosti, to se meče za tisti mikrofon, da bi ga dobila na raznih protestih, pa je to ne rata, pa ta kamerman, njen mož, to je izvesta sledi kokuža. To je Anica Bidar. Santa Esmeralda, Vidmar, Canjuga, kaj je že bila nekoč, ta je pa zelo podobna. S tem, da je ona še teologinja diplomirana, Anica Bidar pa 3-letno srednjo gumarsko šolo. Pa so pa še razni, Andraž Teršek. Ta bi tudi rad neki hudiču rep spulil, tudi če ni hudiča. Pa vas ožalen, ker ni bil imenovan za ustavnega sodnika. In potem sam se plaže toliko, da si kar verjame. Ne zna oceniti situacije, kdaj mora utihniti. Maske so zato, da narodu ščitijo zdravje. Zdaj, ali je to po predpisih pravnih ali ne, ta pa išče luknje v pravu na način, da bi napičil vlado, pa ni jezer, da bi bil upornik, da bi spet dobil aplavz, kje ste babe, ploskajte mi. To je znana paradigma, narcistična, v kateri je ujeto še marsikdo, Blaž Kavčič, to ne opozabo, star čez 70 let, pa še kar bi neki brcal temo, bi rad nekaj bil, ali pa Gregor Kos, za zdravo družbo. Joj, to sem ga obzirno lupil ko banano, tistem faktorju. Mislim, tip misli, da kaj ve, nič ne ve. Naredil je tam FDV-ovski šnel kurs za politologa, še nek magister politologije.
In potem imajo to verske sekte, te očice, preplašene babe se limajo ko muhe na drek, ko začnejo neki alfa samci veličastno govoriti. Iste fore 100-krat ponavljajo. Kronično nerganje je del njihove osebnostne strukture. Agresivni so, malo latentno, nekateri celo manifestno agresivni. Če greste troho gledati, to je v tisti vdaji v živo za arhive, kaj že bilo. To je demoliral tisti studio, so mogli oddajo prekiniti. S tolo Ksenijo Horvat, kaj že je izsilil nek intervju, pa to sem jaz gledal 10 let nazaj. To je sociologija norosti, se mora tako študirati. Zdaj materijala za študij sociologije norosti je za naslednjih 20 let. Da treba nove fakultete ustanavljati, pa saj katedre za proučevanje norosti. Tako sociologije norosti, kot individualne psihopatije. Oddelek za psihologijo mora na novo konceptualizirati svoje učne programe, kurikulum. Da o psihiatriji ne govorimo. Ne. Te se pa tam z nekimi sinapsami pa nevroni ukvarjajo, transmitri. Treba je proučevati strukturo nore misli, odkje se to napaja, kje so infantilna jedra, zakaj določene na vides normalne ljudi zapelje v neke nebuloze z registra teorije zarote. To sem že zdavni naredil, par let nazaj. Pa nekateri branijo svoj ego, pa se sami sebe ubesijo za jajca. V objemu želje po jaz bi nekaj bil, če kar nergaja, so že zdavne so se obesili. Za jajca in za glavo skupaj. In se še kar nategujejo sami sebe. Branijo svoj ego. Namesto da 5 korakov nazaj stopi, pa se mogoče celo upravičijo. Tale psihiatrinja, Bilisjarka, Ilin. Lansko leto je nebuloze pisala. Ali pa Tršak. Nebuloze in pa še karine, pa že zdavni zategnem. Ampak njihove zgodbe so tako inteligibilne. Mislim, malo rep pa glavo, sam njih izvija pri moralnem razsojanju. Se pravi, naši ukrepi so narejeni tako, da zaščitijo narodu zdravje. In mi imamo na prvem mestu recimo zdravje starostnikov, ki so ranljiva skupina, otroci pa zato, da ohranimo življenja starostnikov, biti pod maskami. Zdaj pa tisti, ki so nagnjeni načelo ugodja, k uživanju, jih pa ne zanima smrti starostnikov, ampak oni bi samo uživali. Brez ukrepov bi bili tako je luštno in zdaj, če pride do volitev, bodo ti norci namamili 60% populacije in če se bodo konsolidirali v eno stranko, pridejo v parlament. Parlament bo imel stranko norcev, če se bo znal spoprijateljiti, v kar pa dvomim, ker te verski guruji, ala Troha, Bidarca, Šiško, Srečko Šodi, Zoran Stevanović, Blaž Kavčič, še uno sem pozabil, FDV-ko, Tamjana Bakarič, ta je tudi influencerka, ubrisana še pa še. Če se te združijo, bojo narodu pravi možgane na način, če bomo mi na oblasti, ne bo več ukrepil. To je super tako noro, otroče, infantilno razmišlja. Super, narod bo to kupil. Zdaj, to je neka politična fora, na katero se da priti v parlament, ali je pa v ozadju še nek obrambni mehanizem, ki sem ga pa jaz razložil pri tem Hulku v švedskem, kaj že, Marko Potrč, Hulk. Ta je tako zelo želel, da ne bi bilo korona krize, tako se je obal resnico, da si je verzijo, da ni korona krize, da virus tam je nepomemben, navadna gripa, da si zracionaliziral to resnico kot sveta. Ker scenarij, da je pa to smrtonosni virus, to je pa neprijetno. In on nagnjen k uživanju, on vidi svojo resnico, ki je prijetna za gledati, všečna, blažilna, to vidiš njegovo verzijo resnice, kako je lušen, ko to gledaš, kruta resnica je pa drugačna, in jo nočeš videti, pa gledaš tam, Marko Potrč, ni korone. In pa s temi nebulozami lahko, če se združijo, konsolidirajo eno stranko,
Narodu perejo možgane, ne? In pridejo v parlament. Ja, ne. In te verski guruje še, rekel, narcistični ali pa histronični motenci, ne. Zdaj, Marko Potrč je tipični narcis, ne, če ne se ne bi z bodybuilderjem ukvarjal, ne bi bil tam nekje v enih televizijskih oddajah, ne bi video snimal, ne. Ta narcizem išče aplavz, ne. Ima okrnjen ego, se pravi nezavedno jedro, ga sili vsakega narcisa, tudi histrionika, da se agresivno izpostavlja. Bodi si verbalno, če ima pa možnost to, jaz sem Šiško ti rekel, če daš mu možnost, da bi ukrepal, to imamo mi vojno s Hrvati takoj, a pa da daš Trohi, to bo naredil koncentracijska taborišča, to bo vse dal presodišča po hitrem postopku likvidacija. Take tendence ima v psihi, ne. Saj mu sistem ne bi dovolil, ampak agresivnost pri nekaterih histronikih je abnormalna. Dramatizirajo do konca, ne. Iščejo pozornost, izsiljujejo. Imajo teatralne nastope, so dobri govorci, prepričljivi. Zaradi transferja se te ranjene ovce, ne, se limajo na njih, ko muha na drek. Ampak imajo nezavedna jedra. Ne, če bi šli mi preverjati vse te, ko omenjam, kaj so oni doživljali kot otroci, pogledati njihove primarne družine, kakšno trpljenje so oni doživeli kot otroci, bi šele razumeli, zakaj se jim ta nezavedna jedra in v kakšni obliki vračajo v odraslost v obliki teh simptomov, v obliki teh zdrah, ki jih počnejo v družbi. In te norosti je težko nadzorovati, ker pol imajo tam nek pravo, ki se obnaša, kot da norcev ni, ne. Naša ustava je pisana, kot da smo ljudje normalni, ne. Problem so zdaj pa te norci. Sociologija norosti je postala izjemno pereč problem, ne samo naše družbe, vse srednjeevropske pa svetovne. Džokerje je težko obvladati. Hec pa je, da ti džokerji najdejo tudi prava mesta, na katere, ali pa prave tipke, na katere morajo pritisniti, ne. Ekscesi so po svoje legitimni, ne. S kmečko pametjo, ne, če si malo še buta zraven, to se ti izredno dopade. Kako se tale prebolski ravnatelj bori, ne vem zakaj, ne. Ampak ne ve pa, Dušan Merc me pa to prav povedal, ta ravnatelj znamenit. Enkrat sem bil gost v Odmevih, to 15 let nazaj. Ne, kar modro govori, ravnatelj je zato, da spoštuje odloke, pa zakone, podzakonske akte, ki mu jih predpisuje ministrstvo. Ne moreš tam nič na svojo roko delati. Ne vem, se mi zdi, da sem dosti povedal, a lahko bi se dalo bolj razgovoriti, sam jaz ne vem, kakšno vprašanje bi meni kdo postavil, ne, jaz tako na prvo žogo izlijem nekaj ven, zato, da bi ljudje razumeli, ne, da so pa zdaj pa problem te zarotniki, anticepilci, antimaskari, ne, ker konec koncev treba je stroko vendarle poslušati. Na vladi pa je, da naredi kompromis med medicinsko stroko pa sociološko stroko, psihološko, tudi ekonomsko, tudi filozofe treba poslušati, ne. Kljub temu, da te norci smetijo po družbi, ne, in so tegoba, nadloga družbe, so vendarle ljudje. Ne moreš zdaj te norce pobiti ali pa vse dati na psihiatrijo. Imamo premehne bolnice, ker je COVID bolnikov že toliko. Še psihiatrične oddelke zdaj pripravljajo za COVID bolnike. V resnici bilo pa treba te norce dati na tablete pa na psihoterapijo. Ali pa skladom po mezincu, da jih vsaj mezinc boli. To pa tečnarijo po družbi, to ima zamerjen državi, da ne zna angažirati psihiatrične stroke. Sem po drugi strani pa vem, da psihiatrija ima v svojih programih Krepelina namesto Freuda. Freud pa Krepelin sta bila dva teoretika na področju psihičnega zdravja. Krepelin je uvedel elektrošoke, brskal po možganih, pri sinapsah, nevronih, ne. Freud se je pa strukturo mišljenja ukvarjal. Zakaj je misel takšna? Zakaj se tako obnaša?
Ne? Ta kognitivni del, ki gravitira v psihoanalizo, je v tem trenutku bistveno bolj pomemben za razumevanje norosti, pa psihopatije teh disidentov, jokerjev, norcev, kot ta psihiatrični kontekst, tablet, katera sinapsa se spremeni, če to pa to tableto požreš, antipsihotik, antidepresive. Freud nam da ideje, kako naprej. Pa kako se je treba lotevati psihopatije naroda. Ne pa Krepelin in njegova psihiatrija. Zato psihiatri ne morajo nič povedati. Ali pa si ne upajo kršiti Hipokratove zaprisege. Amen.